socialni in ekonomski razvoj. Oziroma bi bili lahko vključeni, če zakonodaja ne bi temu pogosto nasprotovala. Torej, druga trditev je, da ko govorimo o delu, o življenju na delovnem mestu, v času poklicnega dela, je tisto, kar je pomembno, so pravzaprav spretnosti in je pomembno znanje. In nikjer ne piše, da spretnosti in znanje zastarijo. Če mislimo, da je tako, potem pravzaprav mislimo, da nek starinski ali na nek star način. Seveda je treba povedati, da ljudje, ki so v srednjih letih in starejši delavci, potrebujejo nenehno dopolnjevanje znanja, ampak vse starostne, torej v današnji čas, vse starostne skupine, tisti ljudje, ki imajo 30, 40, 50, 60, 70, 80 let in več, potrebujejo novo znanje. Ki je potem še na vseživljenjskem izobraževanju seveda, zato da človek lahko normalno svoje življenje nadaljuje, pa če je v pokolju ali ni. Zdaj, če govorimo o srebrni ekonomiji, če pomislimo na kupno moč starejših ljudi in na to, da bo v državah OECD-ja leta 2050 okrog 25% starejših, potem vemo, da je srebrni trg, kot ga imenujejo, pomemben trg. Da je to pomemben trg za inovativna podjetja. Srebrna ekonomija je inovativna ekonomija. Torej, pomemben trg za inovativna podjetja, pa tudi druga podjetja, ki delujejo na področjih, ki so seveda blizu vprašanjem starejših ljudi.